Gradnja zelenih streh je stara stoletja. Z njimi so svoje hiše prekrivali že Rimljani. Danes pa ta gradbena filozofija doživlja preporod. Bujno porasle zelene strehe zmanjšujejo stroške za ogrevanje in hlajenje, povečujejo pestrost živalskih vrst v urbanih okoljih in delujejo kot naravni filter za deževnico. Najbolj nasplošno lahko rečemo, da so zelene strehe zelo zaželen arhitekturni dodatek. Arhitekti in investitorji vidijo v zazelenitvah predvsem estetski videz. Pri tem pa je nujno poudariti, da je namen oziroma efekt zazelenitve precej širšega pomena. Prva glavna lastnost je zadrževanje padavinske vode. Vemo, da imajo marsikje s tem precejšnje težave, ker so odtočni sistemi preobremenjeni in meteorne vode večkrat poplavljajo. Mi lahko odvisno sicer od sistema zazelenitve, v zeleni strehi akumuliramo do nekje 50 litrov vode na kvadratni meter. Ta voda dejansko potem v večini preko rastlin izhlapi nazaj v okolico. S tem izhlapevanjem dosežemo drugo bistveno lastnost zazelenitve. In sicer je to preprečevanje pregrevanja v poletnih mesecih. Evaporacija je izredno učinkovit mehanizem hlajenja neposredne okolice. Pri terasah ali drugače izpostavljenih zelenih strehah je to praktično nepogrešljivo. Prav tako je ta efekt globjega pomena tudi v smislu preprečevanja tako imenovanih toplotnih otokov. Vemo, da v urbanih naseljih, ki so gosto pozidani, v poletnem času prihaja do tako imenovanega toplotnega otoka, ki dejansko pomeni, da se temperatura v mestu na primer dvigne nad temperaturo okolice. Z ustrezno velikimi zelenimi površinami ta efekt preprečujemo. Istočasno preprečujemo tudi pregrevanje same strešne konstrukcije. Dokazali smo, da z zazelenitvijo strehe dejansko v poletnem času izničimo toplotne dobitke v samo strešno konstrukcijo. Torej lahko trdimo, da sigurno manj energije porabimo za hlajenje prostorov. Nenazadnje ne smemo pozabiti niti na biotsko poživitev okolice. V glavnem zazelenjujemo ravne strehe. To so strehe z naklonom do nekje 7 stopinj. Zazelenimo lahko vsako streho, ki je funkcionalno ustrezna. Torej, streha mora biti toplotno izolirana in zatesnjena z vodotesno membrano. Lahko je nova, lahko je stara. Bistveno je, da kot streha funkcionira in je kvalitetno v zadovoljivem stanju. Tu velja poudariti še eno pozitivno lastnost zazelenitve. Namreč, da s tem dodatno zaščitimo osnovno strešno konstrukcijo in ji s tem podaljšamo življenjsko dobo. V glavnem na strehah prakticiramo ekstenzivne zazelenitve. To so rastline, ki zrastejo do približno 10 cm. Jih ni potrebno rezati ali kositi, so trajne in potrebujejo zelo malo vzdrževanja. To so tako imenovane homulnice ali sedumi. Najprej namestimo protikoreninsko zaščitno folijo. Te se v določenih primerih lahko izognemo, če sistem polagamo na streho, ki to zaščito že vsebuje. To so v glavnem novejše strehe, ki v osnovni vodotesni membrani to zaščito že imajo. V vsakem primeru pa to preverimo. Sledi drenažni sloj, posebna čepasta folija, ki omogoča odvodnjavanje odvečne vode. Na drenažo položimo green roll substrat. To je poseben mineralni filc, ki ima izredno sposobnost hitre absorpcije vode in rastlinam omogoča idealen rastni medij za ukoreninjanje in zalogo potrebnih hranil. Zadnji sloj je tako imenovani sedum mix, zelena preproga, sestavljena iz večjih vrst sedumov. Preproge so vzgojene na plantaži in so takojšnja ter zanesljiva za zelenitev. Pri izvedbi zelene strehe moramo upoštevati nekaj pravil. Na primer prekrivanje, križno polaganje, razmejevanje s procem. Po postavitvi moramo sistem zelo dobro zaliti in po potrebi pognojiti. V nadaljevanju je od vzdrževalnih aktivnosti odvisno, kako lepo bo zazelenitev uspevala.
Načeloma so sedomi v sistemu sposobni preživeti tudi brez zalivanja in vzdrževanja. Vendar je pri tem nujno poudariti, da bomo v primeru zalivanja v vročih poletnih mesecih in vzdrževanja kot občasnega odstranjevanja plevela in po možnosti enkrat letno gnojenja dosegli bistveno lepši vizualni učinek same zazelenitve. V Sloveniji Ljubljana že ima predpise, kjer je obvezna izvedba zelene strehe v določenih primerih pri večjih objektih z ravnimi površinami. Take in podobne predpise v svetu najdemo pri precej večjih mestih. Pri ekoskladu izvedba zelene ravne strehe spada med ukrepe za čiščenje odpadnih voda in odvajanje meteornih voda. Z izvedbo ravne strehe se zmanjšuje koeficient prepustnosti odpadnih voda in s tem razbremenjuje meteorne kanalizacije ter ponikovalnice. Za izvedbo zelene strehe je pri ekoskladu možno pridobiti subvencioniran kredit oziroma kredit s subvencionirano obrestno mero. Obrestna mera znaša 3-mesečni Euribor plus 1,3% in kredit se lahko pridobi do zneska 40 tisoč evrov. Za pridobitev kredita je potrebno višino investicije dokazovati s predračuni, na koncu po izvedeni investiciji pa se dokazuje z računom in sliko izvedenih del izvedene zelene strehe. Za več informacij se lahko gledalci obrnete na pisarne En svet oziroma na spletno stran www.ekosklad.si.